Dober dan, lepo pozdravljeni še drugič v tem dnevu. Tokrat bi pa želela spregovoriti o spopadanju nalezljivih bolezni v pomorstvu. Tudi tam smo se srečevali s temi problemi, tako da sem pripravila tudi kratko prezentacijo. Kratko, mogoče bo celo malo daljša. Takole. Naslovila sem jo Smrdljivo jezero je trg postalo. Osrednji del tega referata, pa tudi prispevka v zborniku je namreč govora o piranskem notranjem mandraču, piranskem pristanišču, ki so ga zaradi strahu pred grozečo kolero konec 19. stoletja zasuli in s tem dejansko dokončno spremenili podobo in pa funkcionalnost osrednjega prostora v samem mestu. Ko govorimo o nalezljivih boleznih, se moramo zavedati, da so se nalezljive bolezni v preteklosti zelo zgodaj razširile oziroma prihajale v naše kraje predvsem zaradi morja. Morje je imelo zelo močen gospodarski, družbeni, kulturni pomen, povezovalo je mesta ob morju, z ladjami so bila potovanja hitrejša, vendar pa v kontekstu današnjega seminarja pa lahko govorimo o tem, da so bile prav zaradi morja in hitrejših potovanj predvsem tudi bolezni lažje prenašljive in da so jih zaznavali oziroma tisto, kar nam zgodovina priča, jih zaznavamo najprej v mestih, ki so imeli močno pomorstvo oziroma močno pomorska pristanišča. Govorimo predvsem o dveh boleznih, je govora tukaj o kugi in pa koleri in pa dejansko o epidemijah. V preteklosti in po ljudskem dojemanju je namreč kuge so bile res hude bolezni, ki so včasih desetkale cela mesta, vendar so pa veljale z izrazom kuga, so pa označevali vsako nalezljivo bolezen, ki se je nenadoma in silovito pojavila, ki je trajala neko določeno obdobje ter povzročila množične okuženosti in pa povsod tudi visoko smrtnost. Pod kugo so se širile tudi kolere, malarije, griže in tako naprej pod tem izrazom. V 19. stoletju se je pa pojavila kolera, o kateri je več spregovorila že kolegica dr. Katarina Keber. Vendar pa je kolera bila tista bolezen, o kateri bo tudi največ govora v tem prispevku o boleznih v pomorstvu. Kolera se je v Evropo razširila v začetku 19. stoletja preko dveh poti, preko Perzije in ob reki Ural navzgor v Rusijo in potem naprej v Evropo, in druga iz smeri Meke, predvsem je bila Meka tisti epicenter, preko pristaniških mest v Turčiji in Severni Afriki, na ladje in potem na področje oziroma pristanišče Jadranskega morja in pa tudi Sredozemskega morja. Prvi ukrep, o katerem je tudi največ znanega, je karantena. Karantena, ki je bila v Dubrovniku uzakonjena že leta 1377. Bil je to zelo dober ukrep, zato so kasneje tudi po dubrovniškem vzoru karanteno sprejemali tudi v drugih pristaniščih, v Benetkah, v Marseju in tako naprej. Najprej je trajalo, to je bil ukrep, kamor so pošiljali ladje v neke vrste izolacijo, ki je trajala najprej 30 dni, se je imenovala Trenta, nato se je razširila na 40 dni in so jo imenovali karanta, in iz te karante je nastala beseda karantena. Istočasno so počasi v karanteno so pa najprej pošiljali ladje na kakšne posamezne otoke,
nekam, da so te ladje izolirali, da se niso mešali z domačimi prebivalci. Počasi so pa začeli graditi lazarete, neke vrste bolnice, oziroma potem kasneje pomorske lazarete, to so bili posebni objekti, kjer so nastajali prav za ladje, ki so bili običajno izven mestnih obzidij. Tukaj na tej fotografiji vidimo lazaret v Dubrovniku in na desni strani novi lazaret v Benetkah. Vidimo, da je na otoku in da je resnično popolnoma ločen od samega mesta. Ti lazareti so imeli velikokrat dvoje vhodov, eden, ki je bil obrnjen proti morju in drugi, ki je bil obrnjen proti kopnem. Predvsem so namreč s temi lazareti želeli, da se ne bi nikakor mešale čiste od nečistih poti, kakor pravijo danes, oziroma da se ne bi mešali kužni prebivalci, ki so prišli iz morja, z prebivalci iz kopnega, ki so bili tudi zdravi. V teh lazaretih so začeli izvajati dezinfekcijo na različne načine, s kadenjem, dišavljenjem, divljenjem, izpostavljanjem plamenov in pa soncu. Te ukrepe so pa že v preteklosti izvajali dobro plačani lazaretski uslužbenci, ki so jih potem tudi izvajali. Ne samo dobro plačani, kasneje so bili tudi zelo dobro izobraženi. Nam najbližji lazaret je lazaret v bližini Debelega rtiča. Na tem področju bom naslednjem slajdu malo več povedala. To je lazaret San Bartolomeo oziroma lazaret svetega Jerneja blizu Milj. Milj namenjen je bil pa predvsem za vse ladje iz tega področja, ki mu pravimo danes Slovenska Istra oziroma Slovenska obala in pa Trst. Trst je namreč po propadu Beneške republike 1797, tukaj vidim, da je napaka, verjetno sem želela oklepaj napisati, postal vodilno pristanišče na tem področju. Začel se je razvijati že po razglasitvi svobodne plovbe na Jadranu leta 1717 in pa razglasitvi mesta za svobodno pristanišče 1719. Takrat je habsburška merkantilistična politika oziroma usmeritev Habsburžanov se zelo posvečala temu, da je Trst razvijala, vplivala je na njegov razvoj in Trst se je izredno povečeval, tako gospodarsko kot pa tudi po številu prebivalcev. Namreč v Trst so se priseljevali ljudje iz celotne Avstrije, tudi veliko je bilo Slovencev. Začeli so pa razvijati pomorstvo, ki je postalo eno najmočnejših, najperspektivnejših in najbogatejših dejavnosti. Po odprtju Sueškega prekopa 1869 pa so se ukrepile celo neposredne pomorske povezave z Daljnim vzhodom in s tem so se seveda tudi proti Trstu oziroma v naše kraje začele še bolj širiti nalezljive bolezni. Večinoma so prihajale resnično iz vzhoda. Ob otvoritvi lazaret, ki je bil zgrajen v Svetem Bartolomeju, je bil pa zgrajen 1869 leta in takrat je lazaret obiskal tudi sam cesar Franc Jožef. Tukaj imamo dve karti. Karto avstrijskega primorja, to je na desni strani, ki nam kaže, kako so potekale povezave iz Trsta po celotnem avstrijskem primorju, to se pravi v bistvu Kvarnerju, manjka sicer južni del, in pa drugi karta sveta s podmorskimi linijami, kjer je plula tudi najmočnejša avstrijska pomorska družba, to je bil avstrijski Lloyd. Vidimo, da so se iz Trsta te pomorske povezave širile na vse kontinente, preko Sueza na Daljni vzhod, pa ravno tako okoli Afrike, kasneje pa potem tudi v Ameriko, Severno in Južno Ameriko, in s povezavami in s potovanjem, tudi kasneje z migracijami, so seveda odpirali pot oziroma so mogli biti zelo pozorni tudi na nalezljive bolezni, zato so tudi na ladjah že
pazili, dezinficirali, razkuževali in pa zaposlovali ljudi, ki so preverjali to stanje. Pomorska ureditev v Habsburški monarhiji je bila namreč zelo razvita, razdelana in se je na nek način potem ohranila skoraj do povojnega časa. Na čelu te pomorske usmeritve je bila pomorska vlada v Trstu, ki je delovala od leta 1851 do 1923 in je skrbela za vse pomorske zadeve v avstrijskem Primorju. Dejansko vodil jo je predsednik, imeli so predsednika, različne svetovalce in pa 2 inšpektorja, tehničnega in navtičnega. Njim so bili podrejeni nižji stopenjski uradi, osrednji pristaniški in pomorsko-sanitetni uradi v Trstu, Benetkah, Rekah in pa na Dubrovniku, pa nižji uradi, deputacije, med katerimi je bil na našem področju najpomembnejši Piran, agencije Koper, Izola in pa Milje in pa recimo predstavništvo, v kateri je sodil tudi Portorož, to so bile najnižje. Med našimi kraji, se pravi, je imela najvišji status pomorsko-sanitetna deputacija v Piranu. Zanimivo je tudi to, da so se ti uradi imenovali pristaniški in pomorsko-sanitetni uradi. To se pravi, da so skrbeli tudi za pomorstvo in pomorsko saniteto. To je bilo namreč za gospodarstvo izjemnega pomena, saj so bolezni lahko zavrle marsikateri razvoj oziroma marsikateri posel. Direktno pod pomorsko vlado so bili pa uvrščeni tudi pomorski lazareti in to so bili v Benetkah, Martinčicih, Melinah, v Boki Kotorski in pa Sveti Jernej pri Miljah. Sveti Jernej pri Miljah tukaj je fotografija, se nahaja tik ob slovensko-italijanski meji na področju med Debelim Rtičem in pa Tankim Rtičem in je tukaj nekje, tukaj je slovensko-italijanska meja, tukaj ga lahko vidimo z te severne strani Debelega Rtiča, ga lahko vidimo v Italiji. Tukaj za lažjo predstavo je pa zdravilišče Debeli Rtič oziroma zdravilišče Rdečega križa za otroke, tako da je tukaj zelo, zelo blizu in na tej fotografiji so pa vrata v ta lazaret. Kot sem dejala, 1869 je bil zgrajen in odprt, obiskal ga je sam cesar, preselili so pa ga izven mesta, kajti prvi lazaret je delal v samem Trstu. Tudi na slovenski strani danes je iz tega beseda Lazareto Maritimo nastal toponim Lazaret in to področje ob meji imenujemo Lazaret in se nahaja danes v občini Ankaran. V samem državnem arhivu v Trstu, na katerega v glavnem sloni današnji referat, je ohranjeno veliko arhivskih dokumentov. Ohranjeni so v fondu Governa Maritima oziroma pomorske vlade, v katerem smo leta 92-93 raziskavali za razstavo v Piranskem pristanišču, vendar smo takrat uspela najti tudi številne dokumente, ki pričajo o ukrepih proti nalezljivim boleznim v mednarodnem pomorskem prometu. Ohranjeni so namreč predpisi iz različnih svetovnih pristanišč, karantenski ukrepi in metode dezinfekcije, recimo v ameriški Luizijani, pa sanitarni pomorski in karantenski ukrepi v Egiptu in izjemno pomembnem pristanišču Aleksandrija, ukrepi v Marseju, potem kakšni so bili ukrepi Avstrije o boleznih sprejetih 1881, kakšni v Otomanskem imperiju, kakšni so bili kakšen je bil sanitarni pravilnik, kakšni so bili ukrepi v Tuniziji, Šangaju in številni drugi. Pri nas v Pomorskem muzeju hranimo kopije teh ukrepov, je pa še vedno na tem, da niso bili predelani in da jih bo prej ali slej potrebno tudi prebrati in pa iz tega potegniti najpomembnejša dejstva. Veliko
Avstrijska pomorska oblast se je zelo veliko posvečala ukrepom proti nalezljivim boleznim in veliko njihovih predpisov hranijo različni fondi, tudi recimo fond Turške kapitanije v Piran, kajti mesečno, dnevno, kolikor je kakšna nevarnost grozila, so bili obveščeni, na kaj morajo biti pozorni, na katere ladje morajo biti pozorni, kakšni naj bodo ukrepi. Ukrepi oziroma svarili so jih pred kugo, pred kolero, pred živalsko kugo, rumeno mrzlico, pred črnimi kozami. Predpisujejo, kakšen je karantenski postopek, kakšna so navodila, kakšna naj bojo poročila. Od teh uradov so kar naprej zahtevali neka poročila o stanju. Morali so jim recimo poročati, kako dezinficirajo ladje. In potem so dobili recimo odgovore, da so se posvečali dezinficiranju, vendar ker ni bilo okuženih ladij, so dezinficirali samo upravne prostore pristaniških služb, vendarle, da so imeli 1913. leta samo en dezinfekcijski stroj na celem avstrijskem pomorju in ta se nahaja v Splitu in absolutno ne morejo zadostiti zahtevam pomorske vlade. To so taki zelo, zelo zanimivi podatki. Tisto, kar je pa bilo najbolj zanimivo, pa je, da je bila izjemno velika skrb pomenjena izobraževanju in pa zaposlovanju ustrezno izobraženih pomorskih uslužbencev. Pomorska vlada je namreč ugotovila, koliko pomorskih sanitetnih čuvajev bo sprejela v službo, ugotovila, da jih mora izobraziti, razpisala je tečaje, poslala jih je na tečaje, na teh tečajah so imeli zelo veliko, so se morali veliko naučiti o samem človeškem telesu, o ravnanju v boleznih, kajti njihova naloga je bila potem ustrezno ukrepanje, ko je kužna ladja prišla v pristanišče oziroma v lazaret. Avstrijski lojt je pa imel že na ladjah zaposlenega ustreznega izobraženega uslužbenca, ki je moral že na ladji skrbeti za vse te ukrepe. V lazaret pa so v glavnem napotili tiste ladje iz kužnih pristanišč, ne glede na to, pod katero zastavo pripadnosti so plule in ne glede na to, odkot so prihajali oziroma katera je bila njihova prevenjenca, vendar pa, če so prevažale tovor ali potnike ali celo živali, so morali iti v lazaret, kajti predvsem v lazaret v Miljah so uredili celo enega glavnih centrov za veterinarske preglede živali. Drugo, na kar sem želela pa še malo bolj poudariti, je pa na primeru Pirana oziroma primer ukrepa proti grozeči epidemiji kolere. Piran je bil dolga stoletja pod Beneško republiko in je bil dejansko vse do propada Beneške republike eno pomembnejših pristaniških mest, trgoval je po glavnem z domačimi pridelki, s kamnom, vinom, soljo, ribami. Sol je bila verjetno največji oziroma produkt, ki je prinašal največje bogatstvo. Po propadu Benetk pa je Piran pripadal Avstriji. Po letu 1851 pa se je razvil v močno pristanišče. Razvijal je močno pristanišče, z močnim in gostim pomorskim prometom. Zelo močno je bilo razvito ladjedelstvo. Tukaj vidimo, kako so popravljali na sredinski fotografiji, kako so popravljali ladje, že s tem, da so jih že v samem pristanišču, so jih nadnili na bok in uredili. Na desni strani vidimo bogat vsakodnevni potniški promet s Trstom in pa z drugimi istrskimi kraji. Na levi pa konfrontacijo avstrijske mornarice iz leta 1848, tik pred Piranom, in tukaj je zelo na majhno viden tudi piranski dvižni most, to je bil pa današnji notranji bazen, tedajni zunanji. Prek Trsta so se pa tudi v Piranu povezovali s celotnim svetom.
Osrednji del Pirana je bilo notranje pristanišče, imenovano Mandrač. Tukaj vidimo na fotografiji, izjemno lepa je, piransko občinsko palačo, ki je takšna, kakršna je danes, in pa osrednji del trga, kjer je veduta s cerkvijo popolnoma enaka, kot je danes, le da namesto današnjega trga je tukaj morje, morska gladina z starimi tradicionalnimi plovili, katerih lastniki so bili Pirančani. Pristanišča so v vseh obmorskih mestih igrala zelo pomembno vlogo. Pristanišče je namreč neko naraven in umetno zaščiten morski bazen, ki služi prvenstveno nekemu zavetju ter skrbi ladij in oskrbi posadk, popravilu ladij, natovarjanju, raztovarjanju, vkrcavanju, izkrcavanju. Je del okolja, je del vsakega mesta, kjer je zgrajeno in medsebojno vpliva na mesto, na ljudi, na prostor, na povezave, na čas. Skupaj z okoliškimi stavbami je pa tudi bilo, vsaj piranski Mandrač je bil sestavni in najbolj prepoznavni del mestne arhitekture tistega časa. Razvoj pristanišča, samo na kratko recimo, za raziskave, pomemben vir za raziskave vpliva bolezni, na spremembe okolja so lahko tudi najrazličnejše karte, različnejše katastrske mape, risbe, slike in pa tovrstni drugi dokumenti. Tukaj je samo primer piranskega pristanišča iz prve polovice 19. stoletja, kjer lahko vidimo tloris Pirana z notranjim Mandračem in pa zunanjim bazenom, to je današnjim notranjim bazenom, in tukaj nekako letalski posnetek, ki nekako asociira na približno enak položaj. In pa tukaj malce boljše vidno, se pravi notranji Mandrač, ta zunanji bazen tega največjega dela pristanišča, s katerim se najprej srečamo, ko pridemo v Piran, pa še ni bilo. In ta konfrontacija avstrijske mornarice pa kaže, to je ta del. Ta pomol je na tej karti je identičen temu pomolu. Tukaj, kjer je še del vrat Svetega Jurija, palača Trevizzini, ni pa še kasnejše carinarnice oziroma današnjega akvarija in pa Tartinijevega gledališča. Ob notranjem Mandraču, to se pravi najstarejšem delu Mandrača, ki se je zelo spreminjal, kakor so Pirančani potrebovali prostor, so del zasuli in pridobili prostor ob stavbah, pa so bile zgrajene najpomembnejše, najbolj prepoznavne mestne stavbe in drugi objekti. Tukaj govorimo o piranski mestni palači, o galeriji, Benečanki, Tartinijevi hiši, tukaj še cerkev Svetega Jurija, baročna hiša in pa ta del, kjer je danes sodišče, tukaj so bila pa sodna palača, je pa bilo nekoč skladišče za žito, za moko, fontik, bili so pa tukaj tudi beneški, avstrijski in kasneje celo fašistični zapori. Na tem področju, tukaj nekje med prehodom iz ene obale na drugo, je pa stal dvižni most, ki je bil zgrajen leta 1578, sedaj je bil v arhivskem fondu Piranskega arhiva najden tudi dukal, to se pravi beneški dokument, nekakšno gradbeno dovoljenje, ki je dovolilo zgraditi most, in ravno prejšnji teden smo tudi predstavili novo knjigo o Piranskem dvižnem mostu avtorja Gorazda Humarja. To so ponovno vedute oziroma slike piranskega Mandrača. Mandrač je bil, tako je bilo nekakšno stanje do 1894. Vidimo, kakšno je življenje potekalo v Mandraču, kako so bili pokriti z jadri oziroma z različnimi plahtami. Vidi se pa odsev ladij, ampak običajno so te slike dokaj idilične, kajti sami viri, pisni viri, to se pravi tako piranskega kronista Bortola Tamara, ki je tukaj na fotografiji, kot recimo številni dopisi piranskega podestata in pa mestnega sveta, podestat pomeni župan, in pa nenazadnje tudi pristaniških uradov,
so opisovali Mandrač kot smrdljivo jezero, kot vir vseh infekcij, kot prava razvalina splošne higiene, kot realna nevarnost za javno zdravje in opisali so ga kot tudi tako, da smrad prihaja od vse povsod in se širi vse povsod. Namreč z razvojem pristanišča in z življenjskimi pogoji je bila voda v tem Mandraču umazana. Slab pretok vode je bil v pristanišču, v mestu je bila še vedno neurejena kanalizacija, iztekanje in odmetavanje fekalij v morje, tudi v Mandrač, odmetavanje smeti v morje, ne samo v morje, tudi v Mandrač, in pa predvsem poleti izjemno velika vročina so naredili, da so bile na določenem obdobju razmere, higienske razmere v Piranu izredno slabe, celo zastrašujoče in zelo vprašljive. Leta 1886 so se Pirančani verjetno že srečali s kolero in so ugotovili, kaj pomeni bolezen v mestu in v takih pogojih. Leta 1866 je sploh prvi ohranjen zapis, da je tedanji podestat sploh razmišljal o zasutju Mandrača. Ko pa se je leta 1993 kolera ponovno širila po Evropi, vsaj tako navajajo naši viri, ni bila verjetno po celi Evropi, ampak po nekaterih področjih, pa so se Pirančani začeli spraševati, kako rešiti, kako doseči, da kolera v mestu ne bi izbruhnila, in kot enega glavnih ukrepov so videli zasutje notranjega Mandrača. Tukaj na teh dveh fotografijah oziroma treh je piransko pristanišče v svojem največjem obsegu tik pred zasutjem Mandrača. To se pravi notranji Mandrač, notranji bazen pristanišča, ki je bil na prejšnjih fotografijah še zunanji, in pa zunanji del velikega pristanišča. Vendar pa so Mandrač hoteli zasuti piranski mestni možje. Ker pa je bilo to del pristanišča in del pomorske uprave, je o Mandraču in o njegovi usodi odločala pomorska vlada v Trstu. Zato se je razvila bogata korespondenca med mestom in pa pomorsko vlado, kako izpeljati ta ukrep. V tem zunanjem bazenu so imeli običajno privezani Pirančani večje ladje. Kadar je pihal močan jugo iz te smeri, tako imenovani široko, so pa lahko, kar danes tudi v medijih vidite, posledice močnih valov, visoke vode oziroma visoke pline lahko katastrofalne. In zato je pomorska vlada zahtevala, da morajo zaščititi ta zunanji bazen z zgraditvijo novega pomola, ki so ga zgradili potem v tej smeri, to je danes današnji Carinski pomol. In šele, ko bodo ladje privezane v tem pristanišču in te ladje, ki so v Mandraču preseljene nekam drugam na varno mesto, lahko zasujejo Mandrač. Tukaj je pa pogled na piranske pomorsko-sanitetne uslužbence pred njihovo piransko deputacijo proti Piranu, takrat, ko tega pomola in današnjih pristaniške službe na tem mestu še ni bilo. Kot sem dejala, je potekala zelo bogata korespondenca v zvezi s pomorskimi zadevami, zlasti za dograditev. Tukaj vidimo samo primer, teh dopisov je veliko. Na eni strani dopis iz Pirana v Trst, pa potem ponovno, to je dopis pomorsko-sanitetne deputacije v Trst, obratno tudi dopise tržaške vlade v Piranu imamo nekaj shranjenih oziroma vidnih. Tukaj je pa pogodba za konstrukcijo novega pomola v Piranu iz 1893, kjer je tudi vse navedeno, kakšne ukrepe lahko izpeljajo. Leta 1894 so začeli z zasipanjem Mandrača. Najverjetneje so začeli februarja 1894, saj tako navaja piranski kronist Bortold Tamaro, 2. junija
1894 pa naj bi bil Mandrač dokončno zasut. Tukaj imamo dve fotografiji, ki prikazujeta piranski Tartinijev trg oktobra 1894, kar je prvi slikovni prikaz trga in ne več Mandrača. Fotografije pred temi so prikazovale tukaj še vodo oziroma pristanišče, tukaj pa že sodna palača. In tukaj bi vas želela jaz opozoriti samo na previdnost pri interpretaciji virov. Namreč, ko smo leta 92 oziroma 93 pripravili razstavo in katalog, smo objavili tudi dve fotografije in kar nekaj znanja smo že pridobili, vendar sem razumela, da je morda postrojitev te vojske oktobra 1894 v čast nekemu dogodku, morda celo temu, da so končno dobili trg. Potem se je pa v Piranskem pomorskem muzeju zglesila dr. Eva Holc, ki je našla v češkem časopisju članke, ki so pričali o hudih demonstracijah v Piranu 1894. leta, predvsem zaradi upora Pirančanov proti uvajanju in pa vgrajevanju dvojezičnih tabel. Kasneje smo našli seveda tudi avstroogrsko oziroma italijansko časopisje, ki je pričalo o tem. Tako da želim povedati, da čeprav nam viri nekaj pripovedujejo, je potrebno verjetno pridobiti še drugo plat in to našo interpretacijo potrditi oziroma tudi zanikati. Dokumentarno gradivo, ki smo ga navajali, ga lahko uporabljamo seveda za raziskovalne naloge, uporabljajo pa ga tudi drugi strokovnjaki, predvsem pri predstavljanju naše kulturne dediščine, tako materialne kot nematerialne, tudi pri sami obnovi, recimo leta 2013-2014, ko so obnavljali ta del piranskega pristanišča, so se obrnili na Pomorski Zavoda za varstvo kulturne dediščine, obrnili na nas, kajti ravno pri nas so dobili najbogatejši fond, sicer kopij gradiva o tem delu piranskega pristanišča. In tako nekako, kakor je izgledalo 1894, je pristanišče še danes, to se pravi, notranji Mandrač je postal trg, to je današnji notranji bazen, tukaj je stavba Pomorskega muzeja in pa zunanje pristanišče, ki ima sicer danes še tukaj en vmesni pomol, vendar nekako še zadostuje potrebam mesta. Danes velja, ne samo zato, ampak velja veliko zanimanje za preteklost mesta Piran. Na različnih družbenih omrežjih, predvsem na Facebooku, Kamri. Na Facebooku je namreč tudi skupina Piran, kot je bil nekoč, kjer številni ljubitelji zgodovine, različni obiskovalci te strani objavljajo najrazličnejše gradivo, fotografije, razglednice, najrazličnejši material, seveda tudi o piranskem Mandraču. In kot rezultat nekega tekega zanimanja, kaj je vse možno je storiti, morda bo tudi kdo od vaših raziskovalcev kaj takega lahko še storil, je primer izdelave računalniških risb Pirana in piranskega Mandrača na podlagi različnega gradiva, risb, načrtov, skic, katastrskih map, fotografij in tako naprej. Izdelal jih je Veselko Koželj, Elči, prek desktopa Maja in objavil jih je tudi seveda na družbenem omrežju Facebook in z njegovim dovoljenjem in predstavljanjem jih tukaj tudi kažem, kako lahko danes gleda računalniška risba in predvsem je lahko neke karte, neko fotografijo mogoče postaviti v neko drugačno obliko in tudi to je ena izmed možnosti, kaj lahko učenci v enem takem primeru kot izdelek lahko naredijo. In za konec,
Zasutje Mandrača je Piran pridobil rek prostran trg, ki je še danes središče Pirana in vsega dogajanja v njem. In zaključim, to je današnji trg, to se pravi nekdanji Mandrač, nekdanje Smrtljivo jezero, tukaj nekje je bil tisti most. In zaključimo lahko, da je strah pred kolero popolnoma spremenil vsaj to podobo mesta in pa funkcionalnost osrednjega prostora, kjer se dogajajo najrazličnejše stvari. To mesto na sredini je postavljen spomenik Giuseppeju Tartiniju, že 2 leti po zasutju so ga postavili. Tukaj so bili, kot smo videli, zbori vojakov, tukaj potekajo različne prireditve, tukaj se srečujemo zasebno, službeno, privatno, skratka, trg je neko središče in nenazadnje bil je tudi kulisa za številne filmska snemanja. Zadnje take veliko, ki je bilo na trgu, je pa recimo prav snemanje drugega dela filma Sence nad Balkanom in s tem nekako sem želela, ker je tudi to pogled v tisto zgodovino, ki nas je vse zanimalo iz obdobja Kraljevine Jugoslavije, nekako tudi zaključujem to svoje predavanje. Upam pa, da boste v samem članku našli morda še kakšno idejo, kako nek primer iz vašega okolja predstaviti v svoji raziskovalni nalogi. Hvala lepa, ker ste me poslušali in še enkrat vam želim obilo uspehov, dobre volje pri raziskavah in pa pisanju raziskovalne naloge in sem prepričana, da bomo tudi drugo leto brali odlične naloge. Srečno!